Na vseh treh javnih univerzah dejansko že nekaj časa prihaja do krčenja programov, do pritiskov na zaposlene. Direktne grožnje z ukinjanjem programov so dejansko že odslavljanja honorarnih sodelavcev, ki so zaposleni za določen čas. Moram tudi ugotoviti, da ni nekega pravega upora zoper to, kar se dogaja. Tista mantra, ki jo je skušal realizirati ministrski predsednik, premier v javnosti, da pač profesorji delamo zelo malo, pač kdor misli, da je temu tako, ne pride sem k nam na obisk, pa ne spremlja naše življenje iz en tipičen dan. Ne samo tukaj, ampak tudi doma, preko interneta, na razne načine. Skratka, ker ima pač dan samo toliko ur, kot jih ima. In če smo prisiljeni delati pedagoško več, pomeni, da bomo nekje druge delali manj. Ali raziskovalno, ali razvojno, ali karkoli že, ne. Mi pač delujemo v zelo širokem spektru. Tako da mislim, da se bo cel spektr, cela paleta teh posledic se bo šele videla v prihodnjih letih. Sicer smo že iz drugih verov izvedeli, da za leto 2013 je v proračunu ima dejansko minister več denarja, to kar bistveno več, nekih govori se o 45 milijonih več, kot je rebalans leta 2012, da sploh ne vštejem še tisto, kar želi nam dodatno vzeti, nam javnim univerzam. Zakaj bo ta denar porabil, še ne vemo. Torej, z tega stališča nisem prepričan, da so te rezi dobri. Vsekakor mi močno odklanjamo kakršenkoli prehod na šolnine. Tako da mislimo, da je lahko to samo slabo. Praktično jaz ne vidim nobene dobre strani. Morda nekateri rečejo, dobro bi potem študenti malo bolj resno študirali. To mogoče celo res, kdaj med sabo rečemo, da najbolj bi bila edina dobra stran. Da če plača, bi potem zares hodil, ne bi vzel upisnino, se ne bi upisal samo zato, da ima status. Ampak to je, mislim, zanemarljiva dobra stran pri vseh novih slabih. To bi rekel, da je še ni. To, kar se zdaj dogaja, jasno vodi k komercializaciji visokega šolstva, kar jasno vključuje šolnine. Vse šolnine so zapisane v nacionalnem reformnem programu, ki ga je vlada že zgodaj spomladi poslala v Bruselj. Tako da tukaj seveda se naši financerji močno sprenevedajo. Ali pa mogoče niti ne, ker od ministra velikokrat slišimo, da je izobrazba tržno blago, da je visokošolsko izobraževanje globalen posel, veliko o konkurenci. Univerzo smo ustanovili pred 90 leti v razmerah, kjer družbeno bogatstvo niti približno ni bilo toliko akumulirano v neki državi, kot je danes v Sloveniji. Res je, da smo v obdobju recesije, ohlajanja gospodarstva in da pač finančni prihodki se zmanjšujejo, ampak še vseeno se mi zdi zelo absurdno govoriti o šolninah danes, če smo si pa lahko recimo privoščili pred 60 leti, brezplačen študij privoščili pred 60 leti, ko je šlo za bistveno drugačno situacijo in je družba lahko podpirala brezplačen študij, čeprav je bila bistveno manj razvita in je imela bistveno manj družbenega bogatstva.